V napadu na lokalno televizijsko postajo v Kabulu je bilo ubitih vsaj 5 oseb, 21 jih je bilo ranjenih. Do terorističnega napada je prišlo, ko sta dva terorista napadla televizijsko postajo, v vrata vrgla eksplozivno sredstvo in nato vstopila v poslovno zgradbo. To se je zgodilo v času delovnega časa, ko je bilo veliko število ljudi v zgradbi. Nekateri so poskakali skozi okna, da so se izognili streljanju. Afganistanski predsednik in odbor za varnost novinarjev iz Afganistana sta obsodila ta incident. V zadnjem času poskušajo rastlino koko, iz katere pridelujejo kokain v Kolumbiji, nadomestiti in zamenjati s kavo in drugimi pridelki. Listi koke so namreč surovine za izdelavo kokaina. Kolumbijska vlada se je z domačini dogovorila, da bodo namesto koke pridelovali kavo in ostale bolj varne pridelke. Predvidevajo, da naj bi letna proizvodnja dosegla 300 ton letno. Upajo tudi na pomoč vlade, da bo uredila infrastrukturo, da bo lahko kava dovolj hitro prišla v mesto, do skladišč in potem naprej za prodajo po celotnem svetu. Nova hitra železniška proga na relaciji Chengdu-Kunming je dobila končni spoj na mostu Longshuangjian, kar pomeni nov dosežek za gradnjo železniških mostov na Kitajskem. Zapiranje se razlikuje od drugih mostov, ker se glavni deli vrtijo na koncu pomolov. Veliki izziv je bilo narediti most s takšnim zapiranjem, saj so mostni stebri zelo visoki in je potrebna stalna nosilnost. Novo zgrajena železnica na tej trasi je dolga več kot 900 kilometrov. Z odprtjem le-te se bo potovanje iz province Sichuan v province Yunnan skrajšalo na približno 6 ur. Morda niso tako prikupni kot pande, vendar so se v živalskem vrtu v San Diegu v Kaliforniji izlegli 3 zahodnoafriški krokodili. Oskrbniki so pri valjenju morali tudi malo priskočiti na pomoč. Da so se sploh izvalili, je bilo potrebno veliko truda in skrbi. Jajca so skrbno pazili v inkubatorju na 30 stopinjah Celzija. Zahodnoafriški krokodili so ranljivi in na seznamu ogroženih vrst Mednarodne zveze za ohranjanje narave. Malo je podatkov o tej dotični vrsti krokodilov, vendar se v živalskem vrtu v San Diegu trudijo zasledovati trende v življenju zahodnoafriških krokodilov.